snemanje spota. Mega. Zdaj malo lažje diham. Dobila sem neki cvenka in eno lepo oblekico. Z Ušo sva se razumeli super. Ful sem vesela. Za Korenove pa drži. Kar seješ, tudi žanješ. Koren je čist na koncu. Skoraj ga je kap. Špela je tik pred živčnim zlomom in ne ve, kaj bi. Nimaš kaj sploh upletati svojih stvari noter, razumeš? Pred 10 leti sem se ta zadnjo tako menila s fotrom. Nekaj sva razčistila, nekaj sva spucali, prijoš ti vse uničiš, nočete videti več. Skrbi me še zdravje moje mame. Upam, da ne bo kaj hudga. Bomo videli. Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj je tako. Obljubo se zlahka prelomiti da in dolga je pot do zaupanja. Vsako ranjeno srce pozna to pot in dobro ve. Pod eno streho 100 želja, to sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Pod eno streho 100 želja, to sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Evo. To je pa lepo videti po dolgem času. Vesel sem, da sta vidva to zrihtala. Azga pšanca, prazničnega. Še znala. Prav ponosen sem na vaju, pa, res. Hvala, oči. Se veš, jaz sem se na snemanju zelo zabavala. Z Ušo sva se super razumele. Povrh tega sem pa še dobila oblekico, pa še plačilo. Pa še nepozabno doživetje je bilo, tako da super, res. Jasno. Jaz se pri Manici tudi nisem ravno pritegnil, no. Tiste 5-6 las, ki poberem, plača me pa, da bi jih nabral 100 kil. To sploh ni važen. Najbolj pomemben je to, da sta v najbolj težkem trenutku znala poskrbeti za vso družino. Z očijem sva res lahko ponosna na vaju. Ja. Na oči. Na to se pije, a ne? Evo. Ojoj, kakšen kos. In ker smo ravno pri čustvenih debatah, bi jaz rad še objavil, prosim, da sem se odločil, da bom Špelo pustil pri miru, da naj sama reši stvari in da naj se odloči tako, kot misli, da je najbolj prav. Pametno. Pametno. Zelo pametno. Odlično. Čeprav moram priznati, da tudi tvoje ravnanje pred tem ni bilo napačno. Prej bi rekel, zelo plemenito. Kar preveč za ta svet, v katerem živimo. Bravo, oba. Janez in oči. Res sem ponosna na vaju. Bravo, Maja. Zdaj bomo imeli v družini pravo televizijsko zvezdo, a? Bravo. Na zdravje, naše zvezdnike. Na zdravje. To se pije. Na zdravje. Saj ne bo hudga, no. Uša je rekla, da video spota ne bojo veliko vrteli na TV, tako da res ni treba delati iz muhe slona. Ampak vse je, Maja. A lahko še jaz postavim piskrček, a? Ja. Dobila sem izvide z bolnice. Nič ni. Ni rak. Super. Zdravnik prav, da bo vse v redu. Hvala Bogu, Štefka, hvala Bogu. Tako sem se že bal zate, veš. Mami. Res. Vidim, da je čisto vsem zalaufal. Le meni se noče prikazati dobra vila. Ne vidim rešitve za moje težave. Se mogoče pa ni vse tako črno, kot izgleda. Ja, se mogoče pa ni, oči. Kako to mislite?
Mogoče pa mi dva veva za rešitev. Bom jaz. Dober dan. Dober dan. Oprostite, da motim, ampak je nekaj res zelo nujnega. Že vedno, ali? Sete se. Rada bi govorila, mislim, gre res za nujno zadevo. Rada bi govorila z vami, gospa Štefka in... Brez gospa. Štefka pa gospod Bogataj. Na samem, brez prič, če je mogoče. Ne, kar tukaj ne ostanete. V naši družini si vse zaupamo. Na dan z besedo, Anja. Ko bejem program, ste ga nam gledali. Pa jaz to ne. Pa imam mami več risank. Brisala jih je vse večne. A greva mamine papire štefnat? Ja! Mama, zdaj še nekaj časa nam domov. Ja, ne bolj, ne. Pismo. Kaj piše? Glede kogar da pisala. Ja, če bi jaz tako pisala, šel bi me učiteljica itak že kaznovala. Ja, itak da bi te. Predragi Jaka. Gledam bila enega Jakata. Aha, kaj še tukaj piše? Noseča je bila. Čekaj, kdaj je to pisala? Poglej datum. Čekaj, kje pa je? Sem da je tam. Evo, čisto namehen. Še prej sem se rodil. Glej. Če bo fantek, bo Jan. Kaj da je meni pisala? Glej, še nekaj, če se ne moreš ločiti od svoje žene, se pač ne bo pisal Koren. Pač pa bo ta čas kar Jazbec. Tvoja Ada. Šit! Tukaj piše, da je Koren moj oče. To pomeni, da sem jaz njegov sin. A da si od drugega Korena. Zgleda. Zdaj vem, zakaj se mami skozi njim krega. Drek. Dober dan, Rozi. Kako je kaj? Ni, da bi se ravno človek hvalil. Ja, koga pa škriple? Ja, pravzaprav bi šlo lažje, če bi povedala, kaj ne škripa. Pravzaprav iščem Radota. Sem mislila, da je tle pri vas. Rado? Ja, v takem času je ponavadi že tukaj, danes pa zgleda nekam zamuja. Če dovolite, bi ga jaz kar tle počakala. Seveda, Rozi, kar usete se. Prosim, ja. A bova eno kavico? Ja, ne, joj, pa mi srce cel dan razbija. Že tako imam zadost čokov. A pri Korenovih mislite, a ne? Ja. Ja, tam pa res ni enostavno, ne. Ja, vem, ja. Najbolj pa se mi smil Špela, dobra punca je, pa ima toliko problemov. Ja, kaj pa je narobe z njo? Vse sorte. Pa me pa matra še moj sin v Kanadi. Že več kot 5 let ga nisem, pa se mi zdi, da je nekaj narobe, no, pa se pa sprašujem, pa razmišljam. Pa, ko sem mu ta zadnjikrat pisala, sem ga pa kar naravnost vprašala, ne mi za božjo voljo pove, kaj je narobe. No, zdaj pa čakam, kaj mi bo odgovoril, sem vsa na trnih. Verjamem. Servus, nazdar. O, no. A Rado. Ja. Krasen, da ste tle. Za tebe nič pošle danes. Veste ko, meni danes ful mudi, ne? Ja. Lahko jaz vam izločim pošto za Korene? Ja, seveda, ja. Krasen. Joj, saj sem vas jaz tudi čakala. Ja. Jo, spet ni pisal. Pa, Rado, koliko časa hodi pošta v Kanado?
Ja, ne vem, tam so kar hitri, ne, tako bi rekel, enih par dni, no. Ja, pa je pa moje pismo že zdavnaj prejel. O, to pa zikaj. Zakaj pa pol ne odgovori, je čist pozabil nami, ali kaj? Rozi, veste kaj, verjetno nima časa. Sej veste, kako je s tem tam mladem, ne? Imajo veliko dela, posebej pa tam čez lužo. Ne se sekirati. Bog si ga vidi. Bog si ga vidi. Rozi, če pa pošta počas hod, pa naslednjič kar na Pony Express bo hitrej. Ali pa po internetu. Tek. Trote! Ti pa nimaš čist nobenega občutka, kdaj je stvar resna, no. Ja, no sam, veš kaj, po mojem sem ga kar malo sračkal tamle. Če človek po internetu pošilja pošto, pol naša pošta nič znamk ne podna, a veš. Ja, nimaš nič srca, ti butli. Odhajam stran, ne hodi več za mano, tvoje so oči zgubile ves sijaj. Boga, Rozi. Ona pa je res tako dobra ženička, da ji ne privoščam niti trenutka žalosti. Sploh je naša skupna bajta postala zanimivo prebivališče žalostnih, prevaranih, goljufanih, razočaranih. Ne vem, a je svet res tako krut? Čeprav roko na srce. Pri nas doma se imamo trenutno zelo lepo, pa je čist majhen žarek po svetu skozi oblake. Zanimivo, a ne? Špela. Špela, kaj pa ti tukaj? Traumiram. Pijem, kadim, še kaj drugega bi vzela. No, sej ni tako hudo. Res da ne. Me zanima, je lahko še hujš. Mame ni foter, razuno, prasico, Gora si zaljubljen vanjo. Ne tako. Pa še Janez, veš kaj mi je naredil? Komi so se nekaj zmenila s fotrom, komi so nekaj malo razčistila, pa je šel pa je vse zasral. Kaj se ima za vmešavati sploh? Poslušaj, s pametjo pa z dobro voljo se da vse poštimati. Sploh pa čas pozdravi vse rane. Čas je pa res na moji strani, ja, ful. Vsak dan bom bolj debela, nekaj moram ukreniti. A misliš? Ja, splav bom naredila, ja. Jaz se nimam druge variante, Rozi, no. To pa ni tako enostavno. Moš vedeti, da je življenje sveta stvar. Nekaterih stvari človek ne bi smel spreminjati. Mogoče, če kaj grozno hudega. Ne, to ni dobro, ni prav. Rozi, jaz sem tudi svojim sošolkam ali pa prijateljcem, ki je bilo kaj takega svetovala. Tako sem, ko se pa tebi enkrat to zgodi, pa drugač. Vem, sej vem. Veš kaj, najboljše bi bilo, da greš k zdravniku svojemu, pa da se pogovoriš, pa razmisli, pa poslušaj svoj notranji glas. Tako bo najbolj prav. Bom, ja. Hvala ti. Sploh ne vem, kaj bi brez tebe, Rozi, res. Je, dekliček ti. Če bo treba me zmeraj lahko povprašaš ali poiščeš, kadar hočeš. Hvala. Veš, kaj se mi včasih zdi? Da lahko ne vem, koliko ljudi okrog tebe. Ja. Pa si tako sam. Ne obupati, dekliček moj, ne. In tista zadeva, a veste, ne?
se je končala tako. In to imam jaz zapisano, dokumentirano. Ti praviš, da imaš res to vse to dokumentirano? Ja, eno samo stvar vas moram prositi, ne? Mislim, te dokumente lahko dobite, edino, če mi obljubite, vsi, 4 tukaj, da ne boste povedali, da so prišli te papiri iz mojih rok. Brez skrbi. To mi obljubite, res, ker drugače se tega jaz ne morem. Zanimivo, veš. Koliko vrat sem jaz odpiral, prosil, raziskoval, pa nič. Zdaj so pa dokumenti kar tukaj v hiši. Ja, pa še nekaj povem. Mislim, vse te dokumente sem jaz dala že svojemu odvetniku, ne? In če Koren ne bo hitro reagiral, ga bo pa mal odvetnik spodbudil, tako da mislim, je vse pod kontrolo, ne? Se pravi, Anja, vse, kar je Jože govoril, kar je raziskoval, vse to je res. O, Marija pomaga, jaz sem bila pa prepričana, da si vse skupaj zmislil. Oprosti, Jože. Veš kaj, Anja, jaz ne vem, kaj naj ti odgovorim. To je preveč zame. Jaz bi rabil čas za razmislek. Ja, no. Tole se tiče cele naše družine. Ja. Zato moramo skupaj to predebatirati. Prav? Prav. Mislim, torej, jaz grem zdaj. Mislim, vi pa podebatirajte. Mislim, to so resne stvari, tako da jaz bi vas še enkrat prosila, tako kot smo se zmenili, besedene. Brez skrbi, brez skrbi. Ja, pa me boste poklical, ker se boste zmenili. V redu. Prav? Nasvidenje. Nasvidenje. Nasvidenje, Anja. Nasvidenje. Še enkrat prosite, da sem vas smotila. Že v redu. No, lepa reč. Kaj boš pa zdaj? Kot sem že rekel, treba je razmisliti. Tako, ko vzamem te papirje, imam afero v rokah, ampak... Ja. A si jaz to sploh želim? Čeprav bi z veseljem pobrskal po papirjih in jih pol vrnil Ani, kot da nisem nič videl. Vest bi si pomiril, rok pa si ne bi umazal. Ampak... To bo dober, ja. Tako ne gre, ne gre. Mogoče pa gre. Čak malo. Počakajte malo. Se slabo počutim na tem stolu. Evo. Kaj pa je to? Tole je muč že kar neki cajta. Kar neki cajta že. Pravilnik? Janina Ida sta nam jih prinesla, ker ste jih ukradla svoji mam. Zakaj pa vama? Ja. Korena ne marata, naju dva pa imata rada. Pol, ko sta pa videla, koliko trpimo, sta nam jih pa prinesla. Ampak, pol pa midva z Janezom nisva točno vedela, kva naj narediva, mislim. Sploh zdaj v taki situaciji, ki so Korenovi rekla, pa ne bova šla še ene družine razsuvati. Ja, ker je težko, da pomagaš naši familiji, drugo pa... Vidva sta ves čas vse vedela. Vse. Jo. Čisto vse. Vse, ja. Vse papirje smo imela, ampak zaradi enih papirjev, ki so bili tudi tukaj noter zraven, sva bila skozi v strahu, ali vam to pokazati ali ne, ampak zdaj sva te papirje dala ven in jih imamo na strani in niso zraven in te papirji se tičejo samo Korena, samo te afere in Korena in kar... Ja, zato ti papirji bi lahko nekomu drugemu škodovali. Ali pa življenje uničili, ali pa karkoli. Ampak si tega on ne zasluži. Pa se sploh ni važno. Ja, pač papirjev on jih ni, niso pomembni za naju. In pametno. Pametno ste naredili. Res je prav, Mata, če je to tako, kot pravta, bom jaz tole vse skupaj preštudiral, če dovoljta. Mislim, da bomo pol s tem zaključili. Jaz bom pomirjen, Korena pa čaka, kar ga čaka. Jaz ne bom sodnik. Tako, zdaj bi pa tole natančno preštudiral, če dovoljte. Ja. Lahko ugasnem. Če lahko ugasnem. Ja, seveda. Veš, ko je po vseh teh letih mi pa že lahko dal malo placa, ne dam česte lezla. Cel življenje, da me že jem še daje. Čezme. Matona, kakšen dan. Ja. Hej, Štefi,
A že spiš? Veš, razmišljal sem, kako sta Janez pa Maja igrala predanje Presenečenje. Da nimata pojma o teh dokumentih. V resnici pa je to muč že tedne, ja? Dobra sta, dobra. Ja, zelo sta zrela za svoje leta. Ponosen sem na najna otroka. Kako pameten razmišljata, res sem ponosen. Pa poštena sta. Danes je bil tak težek dan. Jaz bom kar zaspal. Ja. Ti šment. Ne vem, kaj bi naredil. Popoldne se mi zdel, da bi rad le videl dokaze, da imam nasprot Korenu prav. Zdaj, ko jih imam, bi šel pa prav rad v njega in mu s papirji pomahal pred nosom. Vem, da to ni krščansko, ampak drži me kot hudič. Pol leta sem sanjal o tem. Se pravi, ne boš dal mira? Boš kar naprej drozal ta sršeni gnez, a moraš? Ne. A moraš, ne? Prej ne bom miren, dokler ne grem do njega in mu rečem, Koren, poglej, tle imam dokaze. Ne mislim te tožiti, ne preganjati, hočem le službo nazaj. Pa ja ne bom. Saj si ti tako rekla, cel življenje noč ni čuvaj. Dobar, sam per Bogu obljub samo to. A je prav? Obljubam. Okej. Zdaj pa lahko noč. Lahko noč. Naš, predolg, brav se, Ne bom, pa oči pokvaril. Še sem tu, na otoku sredi morja, in drugje nemirna ptica naj živi. Zanimivo, ne? Ko človek nekaj išče in išče, se mu zdi, da bo vse narejen, ko to najde. Ko najde, se šele v resnici začenja prava borba. Kaj storiti? Kaj je prav? In kaj je narobe? Kaj o tem lahko mislijo drugi? Eno govori srce, drugo razum, tretjo govorijo knjige. Dileme so velike. Kaj bo naredil moj oči? Nisem čisto ziher, da se bo ustavil na pravem mestu ob pravem trenutku. To ga je le žrl predolg in premočno. Živijo, Rozi. Boš pela. Kako si? Bo? Bo. Pa ti? V redu. Sedi. Si bila pri zdravniku? Kako? Me zanima, kako je bilo. V redu je bil, tak pomirjujoč. Ja. Tak pameten razgovor sva imela, no. Ja. Ne vem, sem kar malo pomirjena. Me nate spominil. Kako si se pa pol odločila? Nisem ziher še, ampak mislim, da bom naredila splav. A ja, no. Tako kot ti misliš, je najbolj prav. Je rekel, da je to tak kratek poseg, pa da ni nič nevarnega, pa da bo hiter mimo. A ti tudi tako misliš? Ja,
Ja, ne vem, se mu zaupam. Ja, Špela. Če ti vedela, koliko je takih, ki se leta in leta trudijo, pa čakajo, pa si želijo, pa ne morejo imeti otrok. Dneve in noči nekateri pari prejokajo, možje in žene. Če se gledajo od dojenčka na cesti, jih tako stisne pri srcu. Špela, moraš vedeti, da je otrok sreča. Sreča, ti pa jo mečeš stran. Se pa ne razumem, Rozi, kaj ti je? Jo, prosti, ko me je zaneslo, me je. Ja, vidim, jaz sam ne razumem, zakaj. Tega nisem skoraj nobenemu povedala. Tebi pa bom. Moj sin v Kanadi, se veš, Matjaž. On ni moj pravi sin. Njega sva s pokojnim možem posvojila. Zato, ker jaz nisem mogla imeti otrok. Tako sva ga imela rada, tako sva ga imela rada, kot svojega Matjažka. Samo, Rozi, jaz pa ne morem drugače, veš. Oče mojega otroka je narkoman. Živjo. Sem rekla, živjo, a pa te hiše ne pozdravljamo. Lej, pa spet nista pomila posode, pa pospravila, tako kot smo se zmenili. Moram vse jasno, kaj. To ta pol naredila do konca, prav? Kje imam ključe zdaj? Kje so ključe? Kdo videl moje ključe? Kaj pa je? A je kdo videl moje ključe mogoče? Ni. Kaj me tako gledate? Halo? Kaj pa se dogaja? No, ne slišim. Lahko nekaj vprašam? Izvoli, zato tukaj sedim. Pa boš po pravic povedala. Ti že kdaj nisem, ali kaj? Kdo je moj oči? Kako to misliš, kdo je tvoj oči? To, kar sem rekel, kdo je moj oči? Ja, saj sem ti povedala, mislim. A zdaj moramo to razpravljati? Saj sem ti že povedala, da je šel in da ga ne bo več. Kam je šel? Ja, daleč je šel. Lažeš. Kaj? Lažeš. Korin je moj oči. Sem prid. Sem prid, sem rekla. Kdo ti je to natvezil? Kdo ti je to natvezil, takoj povej. Ti si napisala. Kje si pa to najdel? Jan, to ni tako, kot vi da mislite. Mislim, to vam moram razložiti. Aida, to ni res.
Zato pa pol moja, če Koren nada, da ni. Ne, seveda ne. Koren seveda ni tvoj oči. Mislim, veš, da ne. Sam z Janom se pa moram pogovoriti. Jan? Hani, Bani, no. A morava že zjutraj gledati televizijo? Kaj pa ne počneva drugega? Ja, no, kaj jaz vem, lahko bi me mal pomečkal, a? Pomečkal? Ja, kje pa? No, kdaj danes prideš? Pridem zvečer. Popoldan imam še 2 sestanka. Pa Ljubček, no, pa zdravnik ti je rekel, da moraš počivati, da se ne smeš obremenjevati, poslušaj, no. Lej, no, ti si pa že v polnem pogonu. Sej dobro, stvar. Vse bo v redu, vse bo v redu. Pazi tole. Tina Langerholz, Koren, prosim. Aha, ja. Tako, ja, sam moment. Jaka, zate je. Jaka, Bani, Hani, no, en odvetnik je. Ja, se grem, čakaj. Dej, no. Gledi ga. Pa dej pusti televizijo, no, dej. Ja. Halo? Ja, Jaka Koren pri telefonu, ja. Prosim, ja. Kako? Kako, prosim? Kaj? Ma kakšni dokumenti? Ne, to ni res. To ni mogoče. Jaz tega ne bom dovolil, to ni... Jaka, kaj ti... Jaki, kaj ti... Na pomoč, hiter, na pomoč, Jaka. Jože, hiter, no. Ne vem, en odvetnik ga je klical, pa ga je zvil, no, jaz ne vem. Hiter, pokličite, rešilca pokličite. Telefon, kje imate telefon? Tlele. Jože, no, dajte hiter, no. Koliko je številka? 113. Ne, to je policija. 112. 112, ja. Jaki, no, čakaj, no. Naj mi zaspati, jebem ti, no, Jaka. Si rekel, da se moramo najprej poročiti. Ja, Joži bo ga daj pri telefonu. S privoza 12 kličem. Imamo zgleda infarkt. Jaka Koren, ja. Prosim, če bi lahko čim prej prišli. Privoz 12. Ja. Hvala. Takoj bojo tle. Ja. Čakaj. Dvigam. Je težak. Vse bo vse v redu, brez skrbi. Ne se sekirati, Sej se ne. Sva toliko se pogovarjali, Špelo, o samih težkih pa pomembnih stvarih. Ja, vedve sta se pa zadnje čase zelo zbližali. Ja, sva se, ja. Revca nima nobenega, da bi mu kaj potožila, pa Rozi prav pride. Se ima pa res same probleme v božca. Ja, res je, prav usmil se mi. Pa, a je noseča ali ni? Kdo? A Špela? Ja, kdo pa? Ja, o tem se pa nismo pogovarjali. No, to morate pa njo vprašati. Servus, nazdar. Punce. Manca. Manica, trotelj. Soči. Rozika. Rozita. A vi pa tudi nekaj čakate? Ja. Direktor iz Kanade. Končno. Zato je fajn biti poštar. Kaj, a pride ali ne pride? Ne. Ja, pa zakaj ne? A je kaj napisal? Mislim, zdaj sem pa tudi jaz jezen, no. Ja,
Napisal je končno. In kaj? Kaj? A pride? Koga je? Dolga zgodba. Žalostna sem za umret. Rado, tole je pa nekaj zelo hudega, veš? A misliš? Ja, si jaz videl, da je čisto sesuta. Jokala je. Vidiš, zato pa ni fajn biti pošta. Jaz sem šukal med policaji. Ali pa za poslanca. Prosim te, sam da noš pa astronavtah končal, no. Dobar, pa kje hod? Je rekel, da je šel v Korenu, pa da bo v 1 minuto vse v miru v redu. Si pa v 1 minuti ne more niti do tja prideti pa nazaj. 10 minut jih bo že rabil. Ma ja, ne skrbi me, dobro veš, kakšen je Koren. Čistega hudiča. Sam še to pse manjka, da bi si v lase skočila. Ma dej, mami, no. Mami, no, potrp malo. Vse bo vse v redu. Pa če se ne bi zmenili, se mi trije namo mešavali, šla zdaj kuj dol. A bi nehala, no? Pa naj bi tako živčna. Jezus Kristus, lej, rešilc prihaja. O, Marija, pomagaj. Pa se ja nista stepla. Mogoče ima pa Koren orožje. Kaj pa če je streljal? Veš kaj, izgledam dal pogled? Ne, Maja, nikamor ne greš. Čak, lej, ven ga nesejo. Na nosilih ga ven nesejo. O, Marija. Sem to je Koren. Pa Tina je zraven. No. Kje pa je naš trapac? Kje pa zdaj hod? A je bilo tega treba, no, je bilo tega treba. Mami, no. Evo ga, zdaj prihaja ven. Vse je v redu. No, dober je, mislim. Če ni policije, pa je verjetno vse dobro. Ja, sam še policije bi nam bilo zdaj treba, ja. No, zdaj smo se pa dogovorili, ne? V redu? Dobar dan, Anja. O, dobar dan. Dan. Kako ste? V redu, ni za prehvaliti. Kar usete se. Prišel sem zaradi tistega včeraj. Ja. Torej, jaz sem se odločil, da ne bom proti Korenu nič rovaril, ker nima smisla. A ja. Res? Ja. V redu. Jaz vas bi sam prosila, da to vse ostane med nama, mislim, tako kot sva se zmenila, ne? Seveda, seveda. Tako bo tudi najboljš. Mi nismo ustvarjeni za sodnike. Stvari se že urejajo že same po sebi, brez naše pomoči. A ja? Presenečate me, gospod Bogataj. Tega pa res nisem pričakovala od vas. Takih novodobnih zaključkov. Iz lastnih izkušenj vam moram namreč povedati, da se Koren itak vedno iz vsake situacije zvleče cel. Kaj, še ne veste, ali kaj? Kaj pa? Zgleda, da ga je kap zadela. Kdaj? Ja, naprej so ga odpeljali v bolnico. Kaj pa so rekli? Bil sem zraven. Rekli so, da ne vejo, kako se bo zlizal, ampak težko bo. Mami, Ja? a bo mogel iti oči v bolnico obiskati? Ja. Kaj? Tale deca, mislim. Ali ste glih, kaj smo se nekaj čudnega pogovarjali, mislim, zanimivega pogovarjali, pa čisto se pobrkal. Ja. Ti otroci. Že mogoče, že Ti mogoče. otroci vse včasih Nasvidenje, pomešajo. Anja. Nasvidenje. Ja. Sanja. Ja, pa si ti čist nor. A smo se zmenili, da tega ne bomo nikomor povedali? Lih, kar smo se to zmenili. A je treba na oglasno desko obesiti, kdo je tvoj oče? Sorry, no, šlo mi je pač. Na tvojo pot ne smem in skrivam se pred tabo. Tako. Zdaj so stvari že malo bolj jasne. Ampak,
Do odprtih kart je še dolga, dolga pot. In Rozi? Kaj jo je tako razžalostilo? To, da spet ne bo sina, prav gotovo ne. Tega je že navajena. Kaj pol? Sprti in zaljubljeni. Zelo slabo je izgledal, veš. On so ga pa naložili v rešilca. Ja. Tina je še zraven, ne? Jaz sem šel pa kar naravno s Kanji. Ja. Zahvalil sem se ji za ponujeno pomoč in ji rekel, da ne mislim stvari zapletati. Kaj pa je rekla na to? Nič posebenega. Ni vedela, da je Korena pošlatala Božja roka. Te kako to? Vsi imajo ja okno na dvorišče. Maja, ja. Veš kaj, čudni so bili. Sedeli so na kavču za tisto mesto in bili v glavnem tih. Pa njihov Jan blekno in usmešno, da naj bi bil Koren njegov oče. Razžalostil se je in vprašal, če bo moral zdaj svojega očka obiskati v bolnico. Čudno. Čudno. Kaj pa je? Nič mu ni. Vse Koren je res njegov oči. To sva tudi mi dva z Janezom vedela. Sam vam nisva dala pokazati tistih dokumentov. Kaj? O, Madonna! Zdaj mi je pa jasno, zakaj in kako ima Anja Korena v šahu. O, Madonna! Kaj pa je, Rozi? Ne se tako sekirati, no. Vse mimo, vse sem bila v pol ure, sem bila fertik. Ne se tako sekirati, mimo je. Ni. Kako ni? Tvoj oče je v bolnici. Kam kaj se dela? Kaj? Kdaj? Ja, pred dobro uro. Kako pa je? Je v redu, je v redu, sam stabilen, so rekli, sam jutr bomo pa videli. Veš kaj, jaz grem kar tja, ki leži? Ne moš zdaj k njemu, sedi. Zakaj ne? Šele jutr bojo dovoljeni obiski. Drugače je pa v redu. Kaj je, Rozi, no? Saj oči bo v redu, pa ne zdaj tako sekirati, jaz sem izgubila otroka. Jaz tudi. Rozi, jaz ne razumem. Kaj? Kako? Nekdo je povedal mojemu Matjažu, da jaz nisem njegova prava mama in da me ne mara več. Rozi. Tako žalostne zgodbe je zaenkrat dost. Rozi je sama, tudi Špela je sama. Pravzaprav je sam tudi Koren. In vsak od nas. Vsi potujemo sami skozi življenje. To je jasno, ampak ko pa to doživiš na lastni koži, je strašen. Sam sred vesolja. Se vidimo. Vsak
Take oči iščejo